da kar začnemo. In bom zaenkrat tole jaz takole naredila, da se lahko vidimo. Lepo pozdravljeni vsi na drugem krogu predstavitve študija biotehnologije. Vesela sem, da vas je tudi zdaj veliko prisotnih, žal takole na daljavo, ampak taka je pač realnost. Naj se najprej predstavim, moje ime je Mojca Narat in vodim kolegi študija biotehnologije. Z mano so še moji sodelavci, docent Iztok Prislan, ki je vodja naše študijske komisije, in pa profesorica Polona Jamnik, ki je moja namestnica in pa pred leti dolgoletna tudi vodja študijske komisije. Tako da mi trije smo naslovniki za vsa vaša morebitna vprašanja, ki jih lahko tule v pogovornem oknu, klepetalnici, zapisujete sproti, kot se vam bodo vprašanja porajala mogoče v povezavi z slikami, ali pa lahko tudi na koncu spet v klepetalnico. Na koncu bomo dali priložnost tudi oglašanja, ne ravno v živo, ampak vsaj z glasom, če želite tudi z sliko. Preden zares začnemo, bi vas še prosila, če lahko vsi izklopite mikrofone in pa slike. Tako imamo že vsi, boste imeli vsi izklopljene že zdaj, in pa morda tudi telefone, da si ne bomo motili signalov. Dogodek bo potekal najprej z tole mojo predstavitvijo, približno 30-35 minut. Potem bomo po koncu te predstavitve vas prosili, da izpolnite anketo. Mi moramo namreč poročati, koliko poslušalcev je bilo, in pa predvsem nas zanima, iz katerih srednjih šol prihajate. No, in potem, ko pa bomo uspeli odgovoriti na vsa vaša vprašanja, bomo pa predali besedo in vas, celo skupino, študentom biotehnologije, ki so pripravili še poseben spored za vas in vas bodo tudi oni popeljali seveda preko spleta in vam tudi oni pokazali svoje videnje tega študijskega programa. Zdaj pa, da ne bomo se predolgo zadržali pri tem uvodu, bi kar začela z predstavitvijo. Torej, upam, da bo tole delovalo, evo bo. Gre za študij biotehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. To je univerzitetni študij, ki ga izvajamo, boste videli, na različnih lokacijah. Žal pač letos ta predstavitev na daljavo, čeprav se mi zdi, da tamle ste prejle že dobili od Polone povezave, kjer si lahko namesto v živo ogledate fotomaterial, video posnetke, fotografije iz vseh naših prostorov. Tako da na koncu se mi zdi, če si boste vzeli čas in vse to pogledali, boste pravzaprav videli več, kot lahko vidite, če smo v živo prisotni. Takrat ogled traja mogoče 15-20 minut in to samo nekaterih laboratorijev, medtem ko zdaj imate pa pravzaprav tam vse predstavljeno. Zdaj, kaj je biotehnologija, morda najprej, da si razjasnimo. Torej, to je veda, ki združuje temeljna naravoslovna znanja. Tukaj poudarjam besedo temeljna, brez dobrih temeljev pravzaprav ne moremo nič. In zato resnično vztrajamo pri tem, da postavimo te temelje. No in potem je to treba nekako povezati z praktičnimi inženirskimi znanji. Torej, pri študiju biotehnologije gre pogosto za zelo fleksibilen način razmišljanja in iskanja nekih tehničnih rešitev in pa tudi nekaterih ročnih spretnosti. Torej, majčkeno je treba imeti te žilce ali pa jo vsaj pridobiti, saj zato temu so namenjene pravzaprav vaje.
No, in pa na koncu se pri biotehnologiji ponavadi vprašamo, zakaj pa tole delamo in a bomo s tem komu koristili oziroma na koncu tudi, a bomo to lahko komu prodali. Torej, te poslovne aktivnosti so zelo povezane z biotehnologijo in zato so tudi v predmetniku. Osnova vsega pa so živi organizmi. Torej, gre za neposredno izrabo ali pa posredno rabo živih organizmov ali pa vsaj poznavanja njihovih delov in pa procesov, ki jih živi organizmi sami po sebi izvajajo, mi jih pa posnemamo ali pa celo lahko kakšen proces izboljšamo in s tem pridemo do nekih novih rešitev, novih industrijskih procesov ali pa celo kvalitete življenja izboljšujemo. No, da še pogledamo, kam sodimo oziroma kje je sedež fakultete. Če bi danes prišli na fakulteto, bi šli po tej poti mimo stavbe. Tole izgleda kot ena taka bela hiša, pa ni, boste pa videli z drugega zornega kota. Torej, to je dekanat, ampak tukaj je sedež biotehniške fakultete. Torej, tukaj so locirane vse upravne službe, ki so potrebne, da fakulteta funkcionira. Tole pa je sedež univerze, ki verjetno ga poznate, če ga pa še ne, ga boste pa spoznali na sprejemu brucov. Torej, biotehniška fakulteta torej je samo ena od številnih fakultet, ki so združene na Univerzi v Ljubljani, pa tudi biotehniška fakulteta združuje več potem študijskih smeri oziroma rečemo temu več oddelkov. To je en tak malo zgodovinsko povezana organizacijska oblika, malo pa tudi jo determinira dejstvo, da so to nekoliko starejše vede in so povezane z nekimi stavbami, kjer potekajo predavanja, vaje ali pa večinsko. No, kasneje, torej teh je 7, tisti, ki morda razmišljate še o kakšni drugi naravoslovni usmeritvi, ste mogoče tukaj tudi našli kakšno svoj interes. No, kasneje, ko so vse ti študiji že tekli, pa sta se organizirala znotraj biotehniške fakultete še 2 študijska programa, ki pa sta medoddelčna, torej nimata svoje stavbe, ampak se pri izvajanju tega študijskega programa pač združujemo različni učitelji, ki sicer z svojimi pisarnami in laboratoriji domujemo na nekem od teh oddelkov, ampak učimo pa na biotehnologiji. No, in mikrobiologija je podoben medoddelčni študijski program. Tole je naslov ustanove. Če boste potrebovali ta naslov v kakšnih papirjih, dokumentaciji, imate tule to zdaj pri roki, da točno veste, kaj napisati. No, tole so pa stavbe, kjer večinoma poteka potem vaše življenje, nekako razpeto med več lokacij. Kot rečeno, to je tista, ki je bila prej z sprednje strani bel kvadrat, torej to je dekanat. Tole je oddelek za živilstvo, takoj zraven dekanata, živilstvo in prehrano. Potem veliko časa preživite tudi na oddelku za agronomijo, kar je naslednja stavba, če hodite po tej asfaltni cesti. No, nekoliko stran iz Ljubljane pa je tam nekje pri Domžalah lociran oddelek za zootehniko. To ni na koncu sveta, je čisto lepo dosegljivo in v drugem letniku, recimo pa potem na master študijskem programu, se kar veliko časa preživi tudi tukaj. To ima svoj smisel, tukaj namreč večina predmetov, ki so povezana znanja z živalmi, genetike in tako naprej. Zdaj, v začetku, ko smo začeli izvajati ta program, so študenti nekako bili malo šokirani nad tem, da so se morali seliti med eno in drugo lokacijo. No in potem, ko smo usvojili tudi mi, učitelji, strukturo urnikov,
in nasploh organizacijo študija smo prišli zdaj do stanja, ko vsi ugotavljamo, da pravzaprav je to ena velika prednost študentov na koncu, ko obdelajo vsa 3 leta, namreč s tem poznajo celo biotehniško fakulteto praktično. Vse oddelke, zelo veliko različnih lokacij, različnih učilnic, različnih laboratorijev, opreme, učiteljev in tako naprej. Več poznanstev, več izkušenj. Kako je to mogoče? Urniki so prilagojeni tako, da lahko vi pridete recimo iz predavanj na agronomiji, na vaje na zootehniko. Tule vmes je sigurno ura do ura pa pol, da lahko v miru pridete na to drugo lokacijo, tudi vmes nekaj pojeste, spoznate tudi svoje kolege nekoliko bolj izven študijskega okolja, tako da na koncu se izkaže, da je pravzaprav to, da obiskujete različne lokacije, ena zelo dobra izkušnja in precej razširjeno obzorje. V primerjavi recimo z nekom, ki 3 leta hodi na eno in isto lokacijo. No, oddelki so povezane tudi katedre, nosilne katedre, torej nosilne 3 veje ali pa 3 glavne smeri so mikrobna, rastlinska in živalska biotehnologija in zato so tule navedene 3 katedre. Ena je na oddelku za živilstvo, torej katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil. Na agronomiji nosilna katedra za genetiko, biotehnologijo, statistiko in žlahtnjenje rastlin. No in na zootehniki katedra za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo. No, poleg teh seveda so vključene v študijski program še oddelek za biologijo, oddelek za lesarstvo, tudi mikrobiologe imamo vključene. No, poleg tega pa še druge inštitucije. Torej tule v svetlih, oranžno-rumenih barvah je biotehniška fakulteta, potem pa vidite zraven še imamo pripete zunanje sodelavce in sicer iz drugih fakultet, kemija in kemijska tehnologija, farmacija in veterina in pa inštitute, Nacionalni inštitut za biologijo, Kemijski inštitut Jožef Štefan, Zavod za transfuzijsko medicino in pa podjetja. Tule se povezujemo z različnimi podjetji, zelo velikimi, kot sta Lek in Krka, do manjših, že skoraj startupov, tudi nekatera podjetja so že od naših študentov bolj začetnih generacij. Tako da torej paleta sodelujočih je zelo velika, kar tudi že kaže na izrazito interdisciplinarnost tega študijskega programa. Zdaj, kako smo opremljeni? Seveda vsa ta oprema, ki jo imamo in ki je relativno dobra oprema, predvsem tudi zelo draga, ni namenjena izključno in samo vajam. Obratno, namenjena je raziskovalni dejavnosti. Brez dobre raziskovalne dejavnosti tudi ni dobrega študija. In z opremo od zelo enostavnih aparatov do zelo kompleksnih se boste srečali na vajah, seveda ne na način, da bi z vsem tem sami upravljali, ampak vsekakor pa, da boste razumeli, kaj lahko s temi aparati počnemo, zakaj, kakšno informacijo dobimo in tako naprej. No, kasneje v študijskem programu pa na magistrski stopnji, predvsem pa potem tudi na doktorski, pa seveda vam je vsa ta oprema tudi na razpolago za izvajanje svojega lastnega raziskovalnega dela. Zdaj, temelj vsega dela na področju biotehnologije, smo že prej omenila, so pravzaprav organizmi. In zato moramo imeti dostop do organizmov oziroma do tega materiala in biotehniška fakulteta razpolaga z številnimi različnimi zbirkami mikroorganizmov, kmetijskih rastlin, živalskih virov, genskih, celičnih linij in tako naprej. Za številne od teh imamo tudi državno koncesijo, torej to so pomembne zbirke na nivoju države, tudi Evrope kot skupnosti. No, je pa seveda to vse dostopen material za raziskave in v te raziskave so pogosto vključeni tudi študenti. Kaj pa literatura?
Seveda tudi literatura je na razpolago, pa s tem ne mislim Wikipedije in Googla, ampak predvsem knjige. Tudi knjige je treba vzeti kdaj še v roke, predvsem pa tudi revije, torej smo naročeni še vedno na številne revije, dobre, odlične, svetovno znane revije. Namreč stvar deluje še vedno tako, da šele naročilo na revijo ti omogoči tudi potem internetni dostop do teh člankov in zato pač fakulteta skrbi za to, da te revije imamo naročene in da imamo potem tudi dostop do spletnih virov. Knjižnica je relativno nova, velika, dobro opremljena, tudi prostor za študij, če kdaj pride do tega, da imate neko luknjo s prostim časom, da tega ne zapravite vedno kar tako, ampak lahko vmes tudi študirate, če želite. No, da študij teče, kljub temu, da nimamo neke svoje stavbe, kjer bi vsi bili pod isto streho, skrbi tako imenovani organ kolegij študija. Trenutno sem jaz vodja tega študija, moja namestnica je profesor Polona Jamnik, ki je danes z nami, študijsko komisijo, torej ta stik z študenti, v največji meri stik pa zdaj prevzema docent dr. Iztok Prislan. Potem pa imamo referentko študijskega programa biotehnologije, to je gospa Nevenka Valič, zelo pomembna oseba, v pisarni, v hiši, ki se ji reče oddelek za agronomijo, vrata zraven največje predavalnice A1, tam bo pravzaprav vaše domovanje. Vse, kar se morate zmeniti, kar morate oddati, je naslov gospa Nevenka Valič. No in potem imamo seveda tudi koordinatorico mednarodnih izmenjav, asistent dr. Maja Paš. No in pa študentski svet je seveda tudi aktiven, predstavniki študentskega sveta so vključeni v vse organe, tudi v ta kolegij, trenutno je to Mateja Jenko, in pa študenti tutorji so aktivni, to pomagajo predvsem prvemu letniku in pa pogosto ali pa največji meri tudi tujim študentom. In pa zelo me veseli, da se je oživilo in postalo zelo aktivno tudi biotehnološko študentsko društvo. Tako da gre pravzaprav s temi zadnjimi postavkami, ki sem jih povedala, pravzaprav iz tega lahko vidite, da je tako pri organizaciji oziroma vodenju študija, izvajanju študija in tako naprej, to v rokah pravzaprav ene skupnosti, ki ji rečemo učitelji in študenti. In mislim, da je ta študij poseben v tem, da so na eni strani tukaj učitelji, ki se jim poleg dela na lastnih oddelkih ljubi delati še nekoliko več ali pa drugače, ne več, ampak drugače, torej medoddelčno, in ta aktivnost poganja seveda tudi študente. To, da nimamo svoje stavbe in da smo tako nekje vmes, posod doma, pa nikjer doma, pravzaprav zahteva nek angažma, ampak na koncu se izide, da so to najbolj aktivni študentje, boste videli potem na koncu po številnih kazalnikih študenti biotehnologije prednjačijo na biotehniški fakulteti. Torej ta združba je dokaj aktivna, letniki niso prav zelo veliki, med seboj se relativno dobro poznamo, kar nekaj časa preživimo skupaj in predvsem je pomembno, da se poslušamo in spoštujemo. Mi spoštujemo mnenje in pripombe študentov, pa tudi želje seveda. Študenti pa tudi nekako se mi zdi, da sledijo tistim našim, bom rekla, navodilom, ki so pa absolutno nujna za to, da pač se študij dobro in kvalitetno izpelje. Nastajal je študij nekoliko nenavadno in sicer po obrnjeni piramidi, najprej doktorski študijski program, pa potem redni študij biotehnologije, ki smo ga potem kmalu bili prisiljeni prestrukturirati v bolonjski način. No in torej od tam 2007 naprej teče
prva bolonjska stopnja, potem se je pridružila druga bolonjska stopnja in tudi prenovljena, torej tretja stopnja, torej doktorski študij področje biotehnologije. Kaj je cilj zdaj tega 3-letnega izobraževanja je, da dobite neko celovito izobrazbo za različna področja biotehnologije. Da so ta znanja sodobna, torej da ne zaspimo, da posodabljamo in spremljamo razvoj znanosti na tem področju, to gre zelo, zelo hitro. Želimo pač, da bi biotehnologi imeli znanja in veščine poudarjam, precej je, bom rekla, praktičnega, ročnega dela. To je zelo pomembno, da razumete in da veste, da vas to čaka. Torej opremljeni za razmislek in delo v raziskovanju, v raznih razvojnih industrijskih programih, kmetijstvu, živilstvu, farmaciji, na področju varstva okolja in tako naprej. Tale stavek v spodnjem rdečem okvirčku, ga ne bom brala, ampak nam že ta trenutna kriza, s katero se soočamo, nekako pove. Če pogledamo imena podjetij, ki so razvijala cepiva in jih delajo recimo proti SARS-CoV-2, vidite, da je v številnih imenih vsaj nekaj, kar se nanaša na biotehnologijo. Pfizer, BioNTech, ta BioNTech je najbolj tipično biotehnološko podjetje. Tudi cepivo je zelo, zelo, zelo biotehnološki podvig pravzaprav. Tako da je dejstvo, da je to poklic prihodnosti. Zdaj ne bi rada, da bi bili preveč razočarani ali pa mislili, da vas prvi letnik že ne bo zadovoljil. Bomo zdaj v nadaljevanju povedali, kako se ta znanja nadgrajujejo iz letnika v letnik, ampak še vedno, še enkrat poudarjam, bazična znanja in pa celovit pregled nad področji iz biotehnologije. To je cilj prvih 3 let. Seveda sledimo pravilom bolonjskega procesa, 3+2, potem vključujemo pač novejše oblike študija. Najnovejša je bila ta, da smo vse delali na daljavo. Najbolj za mene zahteven proces je bil pravzaprav vaje izvajati na daljavo. Tega si res ne želimo več, bi radi čim prej, da se začne nazaj v vajalnicah res to odvijati, ampak vseeno tudi to smo zmogli pravzaprav. No in pa sprotni študij, to res spodbujamo, pravzaprav imamo tudi zahteve tako nastavljene, da je pač treba vsak letnik do konca vse izpite narediti in šele potem se gre naprej. Vseživljenjsko učenje je dejstvo, posebej na takem področju, kot je biotehnologija, zadeve se hitro spreminjajo, hitro napredujejo in če delaš tudi kasneje v življenju na tem področju, sploh ni možnosti, da se ne bi izobraževal, treba spremljati. Interdisciplinarnost sem že omenila prej, pogledamo, kdo vse sodeluje. Skratka, tukaj se povezujejo vedno in pa povsem nove discipline prihajajo, tudi v biotehnologijo. No, pomembno za vse to pa je seveda projektno in timsko delo, predvsem timsko delo. Tukaj se mi zdi, da bi rekla, Slovenci za svojim karakterjem imamo občasno malo problemov, ampak zato tudi to spodbujamo in želimo tudi tukaj ena taka pravila in pozitiven duh in vzdušje ustvarjati med študenti, da bi se tega nekako privadili. Zdaj, kako teče študij kot celota, če gledamo celo vertikalo. Torej, zdaj najprej boste vi poskrbeli za to, da boste se vpisali oziroma še prej, da boste dobro opravili maturo in se potem vpisali na nek študijski program, mogoče k nam na biotehnologijo.
boste 3 leta lepo opravili vse izpite in vse obveznosti in napisali diplomsko delo. To je 20 strani obsežen dokument, ki ga študent napiše sam. Opozarjam vas, da tega nimajo vsi študijski programi, mi pa vztrajamo pri tem, da to imamo, ker smo ocenili in iz izkušenj lahko povem, da je to izjemno pomembna učna lekcija. Izjemno dobro, da to imamo. No, ko to opravite, ste pravzaprav dosegli prvo stopnjo izobrazbe. Zdaj se lahko odločite, lahko se zaposlite. Mi smo program sestavili tako, da je študent oziroma nekdo, ki tole konča, zaposljiv. Torej, lahko se zaposlite. Bom pa povedala po pravici, večina študentov nadaljuje študij. In sicer ali po vertikali naprej na biotehnologijo drugo stopnjo, ki jo zaključite z magistrsko diplomsko nalogo, lahko potem še nadaljujete. Ali pa po 3 letih ugotovite, da je bilo sicer super na biotehnologiji, ampak mogoče bi pa vseeno še kaj drugega zdaj študirali. Medtem seveda nekaj dozorite, spoznate nove ljudi, nove tematike, morda vas zamika kaj drugega. In tukaj imate prost prehod. Na nekatera študijska področja imate lažjo pot kot na druga. Zato opozarjam, da preden se odločite ali pa ko začnete razmišljati, da bi šli nekam drugam, ta razmislek opravite dovolj zgodaj. Namreč za prehod na nekatera področja je treba opraviti določene diferencialne izpite. To lahko morda naredite že s kakšnimi izbirnimi predmeti v 3. letniku, lahko si boste pa morali za to vzeti 1 leto časa in opraviti te izpite. To ni nič hudega, življenje je dolgo in lahko si vzamete 1 leto časa, da opravite izpite in potem naprej študirate nekaj, kar vas mogoče zdaj pa bolj zanima, kot vas je na začetku. Tako da ta prehod, to je nekaj, kar je bolonjski študij prinesel in jaz ocenjujem, da je to zelo, zelo dobro. Da pustimo, da ljudje nekoliko dozorijo, da se spoznajo z neko to osnovno svojo idejo, ali je to res tisto, kar želim početi v življenju, potem imajo pa še eno možnost razmisleka in majčkeno se premakniti še kam drugam. No, po drugi strani pa na ta drugostopenjski študij seveda tudi k nam prihajajo od drugod. Tako da tule se karte malo premešajo, letniki so nekoliko različni, se na novo malo spoznavamo, nove ideje prihajajo, ampak to je v mesecu ali 2 spet enoten letnik in lepo skupno študiramo naprej. No, to se mi zdi pomembno poudariti, da razumete, da tudi če bi nekje ugotovili, da mogoče, ne vem, ste si vi to drugače predstavljali, nič hudega, vztrajate do konca, naredite do konca in potem imate ponovno možnost razmisleka. No, kakšni so vpisni pogoji? Mi imamo običajno kar precej več interesa izraženega, kot pa je vpisnih mest. Vpisnih mest za naslednje šolsko leto je 50, plus 3 mesta za tuje državljane. Zdaj tule sem navedla nekaj točk oziroma nekaj let in pa kakšne so bile točke zahtevane oziroma s katerimi, kaj je bil prag vpisni in izkaže se, da majčkeno nihajo te točke, včasih si malo izmenjujemo z mikrobiologijo. Ne vem pa, če je to relevantna informacija za letos, torej številka sama, ker ne vem, kako bo matura izgledala in kakšne odpustke in popustke bo vlada dala na maturi, a bo potem to 87 točk ali bo vse skupaj padlo za 10 ali pa 20 točk. Skratka, nekje tu se gibljamo, vse te podatke lahko sami pogledate, mogoče celo bolj zanimivo, da pogledate z drugimi študijskimi programi, farmacija, medicina, torej temi še drugimi naravoslovnimi, da se primerjamo. Zdaj študij poteka samo kot redni študij, torej tukaj nimamo izrednega, nič plačljivega, nič, samo redni študijski program izvajamo, ki traja 3 leta in obveznosti študentov so v teh 3 letih zbrati 180 kreditov in sicer vsako leto 60
in pa zaključek s tem diplomskim delom, ki sem ga že prej omenila. In ko končate, imate naziv diplomirana biotehnologinja, diplomiran biotehnolog. To je univerzitetni naziv. Študij je strukturiran po teh 3 letnikih tako, da je na začetku so naravoslovni predmeti, prihajate iz različnih srednjih šol z različnim nivojem znanja in v prvem letniku želimo postaviti res dobre temelje, dobra naravoslovna znanja. Brez dobrih temeljev je zelo težko potem naprej karkoli graditi. In zato je to takole. Torej, ne pričakujte, da boste v prvem letniku poslušali neko najnovejšo biotehnologijo. Je en predmet, kjer pravzaprav podamo vse najnovejše dogodke na področju biotehnologije, vendar je to res tak pregledni predmet, tista prava znanja pa so v prvem letniku osredotočena na naravoslovne predmete. To je temelj. No in v drugem letniku se potem premaknemo nekoliko k osnovnim biotehnološkim predmetom, no in v tretjem letniku pa malo bolj specializirane teme in znanja in pa predvsem tudi nekoliko več izbirnih predmetov, s katerim pa lahko malo potešite to svojo žilico do nekega področja bolj, a ne kot do drugih. Kot rečeno, poteka proces v obliki predavanj, seminarjev, seminarskih vaj in tako naprej, tako kot pač verjetno ste že iz srednjih šol vajeni, nekaj malega terenskega pouka, no poudarek je na laboratorijskih vajah. No in ko vse opravljeno, ste pač zaključili, tule je predmetnik, ne bi zdaj se poglabljala v predmetnik, predmetnik vam je dosegljiv na spletni strani, po mojem, da so vam kolegi že tudi v klepetalnico dali povezavo do tega predmetnika. Skratka, približno po taki strukturi, kot sem prej omenila. Zagotovo vas zanima tudi možnost mednarodnih izmenjav. Imamo številne pogodbe, torej pozicijo, kam bi šli, tega res ni težko najti, ne, pozicije. Moram povedati, da je ravno na študiju biotehnologije prednjačimo v številu študentov, ki odhajajo, in tudi v številu študentov, ki prihajajo k nam na študij biotehnologije. In to kaže pravzaprav ne samo na primerljivost, ampak tudi na aktualnost tega študija v širšem prostoru, ne samo v Sloveniji. Seveda, jaz se zavedam, da je cilj tega odhoda v tujino tudi odlepiti se nekoliko od domačega ognjišča. To je dobro, da tako razmišljate in bi bila vesela, če bi se tega v čim večjem številu poslužili. Ne v prvem letniku, v prvem letniku imajo študenti v glavnem dovolj dela sami sabo, da se privadijo temu novemu načinu dela, ampak tam recimo nekako stimuliramo to, da se tekom drugega letnika študenti organizirajo, to je nekoliko več dela, torej ne moreš se danes odločiti pa reči drug mesec pa grem, tukaj je kar precej vnaprej treba razmišljati, 1 leto vnaprej. Torej, če se v drugem letniku odločite, da se boste to šli, potem je kar tekom drugega letnika precej papirologije, treba opraviti, dobiti štipendijo, dobiti pozicijo, learning agreement napisati in potem v 3. letniku pa res lahko odpotujete nekam in tam študirate, seveda pa še vse, kar pa še zraven k temu študiju v tujini. Torej, najbolj znan program je Erasmus Plus in pa CMEPIV študij ponuja štipendije in pa možnosti. Torej, poleg izmenjave, te študijske izmenjave, je možna tudi delo v tujini, prakso, tudi to lahko opravite. To pogosto delajo študenti, ko opravijo že 3. letnik, recimo pa da vzamejo pol absolventski staž, potem pa še grejo za 6 mesecev delati v tujino. Tako da to vse je mogoče.
Tole sem že prej povedala, torej mi smo tukaj neizprosni. 60 kreditnih točk, vsi upravljeni izpiti so pogoj za napredovanje v višji letnik. Včasih ni bilo temu tako, pa smo ugotovili, da se to potem samo zapleta skozi bolj študent. Torej vse je treba opraviti in potem z lahkoto študirate po programu naprej. In na koncu še tale zagovor diplomskega dela in potem ste zaključili s to prvo stopnjo. Zdaj, kakšne so možnosti za zaposlitve? Jaz lahko rečem, da so zelo dobre in sicer je tako. Prej sem že rekla, da po prvi stopnji ni zelo pogosto, imamo pa nekaj primerov študentov, ki so se zaposlili po prvi stopnji in so zelo uspešni. Torej, to je dokaz, da tudi ta prvostopenjsko izobraževanje da tista osnovna znanja, specifična za biotehnologe in omogoča zaposlitev in tudi dobro kariero. Po pravici povedano pa se velika večina študentov odloči za študij še na drugi stopnji. Zdaj, za to drugo stopnjo pa lahko povem, sem stalna članica v komisijah, ki za zagovore magistrskih nalog in lahko povem, da velika večina študentov ob zagovoru magistrske naloge že ima zaposlitev. In to na najrazličnejših smereh. Kar me posebej veseli je, da v zadnjem času vse pogosteje študenti odločajo tudi za samostojno podjetniško pot. V preteklih nekaj letih smo imeli kar nekaj malih pivovarjev, pivovarne ustanavljali, potem tudi druge stvari, recimo analize genetske in tako naprej. Skratka, tudi ta pot je recimo pred 10-15 leti to še izgledalo kot v naravoslovju skoraj nemogoče imeti svoje podjetje, zdaj pa je to mogoče vedno bolj. In tudi predmeti, ki jih uvajamo iz tega poslovnega sveta, nekako stremimo k temu, da bi tudi na tem področju izobraževali študente. In mogoče tudi posledica teh predmetov to, da se študentje vjunačijo in grejo na samostojno podjetniško pot. Tule je nekaj stavkov, ki so jih študenti povedali na vprašanje, zakaj bi pa želel postati biotehnolog oziroma biotehnologinja. In vse tole je res, to se vse pravzaprav uresniči. Zadnji stavek pa je povedal nekdo, ki je zaključil študij, magistrski študij biotehnologije in smo ga povprašali za njegovo refleksijo, kako pa zdaj, ko si končal, ocenjuješ ta študij in je lepo povedal, da je to lahko odlična odskočna deska, ki te lahko zaradi ravno raznolikosti znanj ponese kamorkoli si želiš. Torej, nekako je v tako hitro spremljajoči vedi, kot je biotehnologija, to dejansko odskočna deska in zato še enkrat poudarjam, temeljna znanja so tista, ki jih rabimo, in pa neka plastičnost v mislih in možganih. In s tem potem se bomo lahko prilagajali okoliščinam, ki bodo nastale na področju biotehnologije, pa so iz leta v leto povsem drugačne okoliščine. In zato je res pomembno, da pač smo plastični tukaj. Zdaj, naši študenti so relativno aktivni tudi sicer, ne samo pri študiju, in zato pogosto prejemajo različne nagrade. Tukaj nisem mislila, da bi tole vse brali, ampak samo izpostavljam, torej največja nagrada, ki jo študent lahko na univerzi prejme, je pravzaprav Prešernova nagrada, tudi svečana listina univerze, tudi Jesenkova nagrada je nagrada fakultete, tudi fakultetna Prešernova in pa potem mednarodna tekmovanja, po pravilu zelo visoke uvrstitve študentov na mednarodnih tekmovanjih, o tem bom še nekaj potem povedala. Torej, da si pa ne boste zdaj mislili, da samo in izključno hodimo na faks in trdo delamo in nič drugega, ni res. Študentsko društvo organizira ekskurzije, kot je bila tale v Valencijo recimo, tudi nekaj
Terenskih vaj je takšnih, ne samo po Sloveniji, tudi v tujino, če se le da, gremo vsaj enkrat. Potem razni dogodki na fakulteti, lahko so to v okviru študija biotehnologije, torej medletniki, medgeneracijski dogodki ali pa v okviru biotehniške fakultete. To so tudi te poletne igre biotehniške fakultete, kjer si že več let prizadevamo, da bi učitelji premagali študente, pa ne vem, če nam je to že kdaj uspelo pri kakšni športni igri. No in pa Kalica, to pa je en tak kulturno-umetniški / znanstveni dogodek, kar malo prestižni dogodek na fakulteti, kjer pa spoznamo še številne druge talente študentov biotehnologije. To je na vsake 2 leti in se ga vsakič znova zelo veselimo, vsi, in študenti in učitelji. Tule je nekaj utrinkov iz teh obštudijskih, bolj projektnih aktivnosti, torej učitelji na različnih področjih se kar aktivno vključujejo v takšne slovenske in pa tudi mednarodne pozive k različnim projektom, ki vključujejo delo študentov. Zdaj, to seveda pomeni kar precej več dela, ne, tukaj vidimo tudi take čudne nočne ure, ampak vseeno študenti se temu odzivajo in delajo zavzeto in so uspešni. No, in to je za življenjepis, za izkustvo, za izkušnje, ki jih študenti tukaj na tak način dobijo, neprecenljivi dogodki in neprecenljivi dnevi, ne, čeprav naporni verjetno včasih. No, in tole so rezultati takih odmevnih mednarodnih tekmovanj. Seveda so tukaj vpleteni tudi drugi študenti, ne, jaz samo govorim o tem, da so člani teh ekip tudi biotehnologi in tukaj vidite te mednarodne udeležbo na mednarodnih tekmovanjih. No, za zaključek bi rada povedala nekaj, kar upam, da bodo potem študenti, ko vas bodo prevzeli, potrdili. Sama učim na tem študiju že od samega nastanka, učim tudi na drugih programih in zato vem, da lahko z gotovostjo rečem, da so biotehnologi po pravilu zelo delovni in prizadevni študenti, motivirani, ali pa bom rekla cela skupnost učiteljev in študentov motivirana, da dobro delamo, zato so to tudi zelo odlični študenti, prehodnost je skoraj najvišja na fakulteti, povprečne ocene so relativno visoke, pa ne zato, ker bi to mi učitelji tako skozi prste gledali, ampak zaradi delovnosti in prizadevnosti študentov. No, zato, ker so uspešni, so seveda tudi veseli, pa mogoče tudi so po naravi veseli in vse skupaj pripelje do enega zadovoljstva. Mislim, da je to ključ in da je tako tudi prav, da mladina preživi ta 3 leta, pa potem še 2, pa potem še nekaj naprej, a ne. Nekaj je treba od sebe dati, fino je pa, če ste pri tem zadovoljni, srečni, veseli in da imate pač življenje pod kontrolo, a ne. Toliko, pa še tole moram povedati, alumni klub je v zadnjih letih smo se zelo angažirali, še posebej docent Prislan, ki je danes z vami, da je tale alumni klub tudi zaživel. To je fajn, zato ker s tem nekako imamo generacijo biotehnologov, ne, vse generacije biotehnologov, nekako sledimo, kje so naši študenti, kaj počnejo in s tem imamo pravzaprav komunikacijo v vse smeri vzpostavljeno za mlajše, da lahko starejše vprašajo za izkušnje ali pa mogoče za kakšne pomoči in povezave v Sloveniji in v tujini. Hkrati tudi starejši kolegi lahko med mlajšimi iščejo, ne vem,
potencialno jih lahko zaposlijo, lahko doktorante iščejo in tako naprej, si izmenjajo izkušnje. Tako da ta alumni klub je kar koristna zadeva in zdaj se lahko pohvalimo, da tudi alumni klub biotehnologov lepo živi. In če bi zdaj bili v živo v predavalnici, bi vas povabili k ogledu. Tako vas zdaj ne morem povabiti na ogled hiše in laboratorijev, lahko vas pa povabim, da si ogledate posnetke, ki smo jih pripravili, zato da bi dobili čim boljši občutek, kje in kako poteka študij. Povezave mislim, da so zdaj v klepetalnici. Jaz bom zdaj tole ustavila predstavitev in vas lepo prosim, če lahko se udeležite ankete, ki jo Iztok pripravlja. Mislim, da bo zdaj v kratkem se anketa odprla, če lahko to izpolnite. To ni nič drugega kot samo za našo evidenco, kako, iz katerih šol lahko pričakujemo študente bodoče, ne? In zdaj prehajamo potem, ko boste anketo izpolnili, lahko tudi vmes, saj ste bolj vešči tega računalniškega dela ponavadi kot mi. Tako da vas kar povabim k vprašanjem. Zdaj jaz nisem spremljala Polona in Iztok, pa verjetno sta spremljala klepetalnico med tem. Če se je kaj vprašanj že nabralo, lahko počasi gremo skozi vprašanja, če pa ne, pa vas kar vabim, lahko vklopite mikrofone in vprašate, kar želite, lahko tudi napišete v klepetalnico, kar vas še zanima, zagotovo nisem čisto vsega povedala. Kar izvolite. Vprašanj še ni? Žive živali. Vse dela, tisto, kar je najbolj nujno. Zdaj se moramo tudi zmeniti, kje naprej mislimo, da so živali. Seveda vse dela, vendar opozarjam, vse v skladu z moralnimi normami, najprej moram to poudariti, in pa seveda z zakonodajo, ki narekuje moralne norme in vse, kaj je treba pri tem upoštevati. Ne delamo kar tako na živih živalih, ne delamo tudi z namenom, da znamo presoditi ali pa da naučimo študente, kdaj je to absolutno nujno, kdaj in katere alternative v bistvu obstajajo za to, da bi se izognili delu na živih poskusnih živalih. Zato obstaja prav en predmet, laboratorijske živali, kjer se pravzaprav največ temu posvečamo. Boste pa sami videli, da v določenih primerih oziroma določene teste je treba opraviti žal še vedno na živali. Zaenkrat nimamo ustreznih alternativ. Res pa je, da se trudimo to zmanjšati na minimum. Na študiju kaj je angleščina, literatura predavanja v angleščini. So kakšne možnosti nagrajevanja znanja angleščine na fakulteti? Zdaj, če se jaz prav spomnim, Iztok in Polona, prosim, dopolnite me, da bi rekli, da nagrajujemo angleščino, tega se ne spomnim, da bi to bila neka, ne vem, več. Je pa v angleščini, bom rekla, večina literature skoraj, kakšna navodila za vaje, to, kar smo sproti pisali, je v slovenščini, medtem ko pa je večina knjig, predvsem pa je skoraj ves material za seminarje, kjer vas pozivamo, da sami najdete pregledne znanstvene članke in tako naprej, to vse v angleščini, seveda, brez znanja angleščine absolutno pač ne gre. Nadgrajevanje pa seveda je možno, delno bo nadgrajevanje že s tem, ker boste dnevno skoraj v stiku z angleščino, se drugače ne morate študirati, lahko pa seveda, mislim, da pa v okviru študentskih raznih tečajev, šolanj in tako naprej, da so ponujeni tudi jeziki. A me lahko dopolnita vidva, če kaj več misliš s tem? Ja, dejansko imate potem, ko ste enkrat študent na Univerzi v Ljubljani, se pravi, so študenti organizirani na ta način, da imate vrsto, bi rekel, jezikovnih tečajev,
ki so relativno poceni. Jaz recimo tudi kot študent sem se udeležil takih tečajev, na primer v francoščini, za francoščino, ne. Sicer se ne spomnim več, ker je pol nisem aktivno uporabljal, ampak dejansko je to mogoče in imate normalno tečaje, poceni so, plus še vseh drugih polno tečajev, cela vrsta tečajev, ki jih lahko obšolsko, se pravi izven tega študija biotehnologije vzporedno opravljate, ne. Tako da ta vrata so vam odprta. Je pa res, tako kot je profesor Naratova povedala, z tujim jezikom se boste srečali tekom literature. Že nekateri predavatelji priporočajo knjige, ki so v angleščini, čeprav primarno poskušamo seveda slovensko literaturo, kjer je mogoče ponuditi študentom, definitivno pa študijski material, recimo navodila za vaje, pa takšne skripte, pa to so v slovenščini napisana, ne, tako da tudi tisti, ki recimo niste čisto aktivni v angleščini, ne boste imeli na začetku takšnih težav, se pravi, ta prehod bo omogočen postopoma in se boste slej ko prej naučili in pripravili tudi za branje od malo zahtevnejših tekstov v angleščini, ne. Tako da naravoslovni študiji so vedno usmerjeni navzven, se pravi, se morate znati komunicirati in morate znati brati tisto, kar drugi vaši kolegi raziskovalci seveda pišejo v tujini, no. Tako da to vedno pride zraven v paketu. Ja, bi pa mogoče tukaj zraven še omenila to, ne, da želimo in spodbujamo študente k izgrajevanju osebnosti in tudi z mislijo na kariero, tudi kasnejšo kariero. Zato imamo tudi zelo dobro organiziran in aktiven karierni center. In tukaj boste pogosto slišali, dajte se udeleževati različnih tečajev, delavnic, vsega, kar ponuja in fakulteta in sicer tudi študentsko življenje na Univerzi v Ljubljani, ne. To je prilagojeno študentom, so ure prilagojene, so cene prilagojene, organizacija in tako naprej. In torej ne gre samo za vaš študij v klasični obliki ob uri na predavanjih in na vajah, ne. Gre za mnogo več od tega, ne. Biti študent pomeni precej več lahko kot to, no. Mogoče lahko omenimo tukaj še karierni center na Biotehniški fakulteti, ki je zelo aktiven in poleg teh tečajev jezikov so tudi drugi tečaji, recimo retorike. Ogromno enih stvari lahko. Ja. Zdaj mogoče ni treba se na glavo vrsti takoj v prvem letniku, a ne, v prvem semestru, na vse te tečaje, ne. Najprej se lepo umestite v študij, v program med sošolce, v urnik in tako naprej, a ne. Potem, ko pa bo to vse lepo teklo, boste pa hitro videli, da vam še ostane nekaj časa, a ne. Ne samo zase in za svoje stvari, ampak tudi še takšnih, ki vam bodo zagotovo prav prišli. Tule zdaj sprašujete nekaj konkretnih primerov možne zaposlitve. Zdaj po prvi stopnji, ne, zagotovo so razna, recimo pozicija tehniškega sodelavca v katerikoli raziskovalni organizaciji, ampak to je nivo tehniškega sodelavca, ne. Precej jih ostane na fakultetah, v laboratorijih, potem v LEK-u recimo, tehnik, a ne, potem ne vem, kaj je tale biobanka, recimo tudi ima takega tehnika, ki ima prvo stopnjo samo narejeno, a ne. Če pa zdaj govorimo o zaposlitvah, potem, ko se še druga stopnja naredi, a ne, to pa mislim, da ne vem, od čistilne naprave, biobanka, medicinska, klinični center, LEK, Krka, kaj so še teli, kaj je tale, kaj je Gene Planet, no, to so že naši študenti, ki imajo ta podjetja. Center za transfuzijsko medicino. Center za transfuzijsko medicino, potem ACS Bio, no, torej ni ogromno enih podjetij, tudi živilska industrija, ne, Ljubljanske mlekarne, recimo ravno zdaj sem v stiku z eno našo bivšo študentko, ki je v Ljubljanskih mlekarnah, torej čistilna naprava Domžale, recimo ima biotehnologa in tako naprej, ne. Skratka, letos večje povpraševanje, več potrebnih pri biotehnologiji zaradi koronavirusa. Nisem razmišljala v to smer, da bi bilo treba več. Jaz mislim, da je teh predprijav bilo približno toliko kot vsa prejšnja leta, a ne, nič nismo zabeležili, zastrigali z ušesi, to se pravi, gre nekaj za 170 ali 180%, ali kako smo letos imeli, ne, tam nekje, ne, se zdi. Ja,
Ne? To se pravi, je več kot je vpisnih mest, ni pa bilo izkazanega interesa tako ekstremno več, ne vem, 500%. To pa ne. Tam približno se gibljemo z interesom kot običajno, kar pomeni tam nekje, zdaj za točno številko točk, pa ne vem, ker ne vem, kako bo matura izgledala, ne, kaj bo maksimum na maturi. Ne. Letos, kar je zaradi novega razpisa ali enako, mislite novega razpisa, to, kar je glihkar vlada odobrila, ne, nič drugače. Mi smo štartali na stara pravila, tako da vlada, kakor razumem, zdaj je povečala na medicini, Ljubljana, Maribor medicina, pa še nekaj teh spremljajočih dejavnosti, medtem ko pa so druga vpisna mesta na tehniških in naravoslovnih fakultetah, mislim, da ostala kar taka, kot smo jih prijavili že prej. Tako da to letos se ta nov pristop, da trg dela narekuje število vpisnih mest, še ne pozna. Kar korajžno naprej. Prehodnost. Ja. Zdajle bom tako v povprečju bi rekla, da je tam nekje 80 do 85%. Potem imamo pa kakšen letnik, ki jih je 75, pa imamo pa letnik, ki jih je 95, v prihodnost. Tako da malo včasih tudi vidimo, nihajo generacije, ne vem, kaj posledica tega bomo zdaj videli, a bo ta korona kriza imela kakšen vpliv na generacijo, jaz upam, da ne, da boste samo še bolj prilagodljivi, da bo to pač neka izkušnja, ki je v trenutku izgledala slaba, ampak na koncu za življenje vam bo mogoče prinesla nekaj dobrega, neko izkušnjo, da ste se bili sposobni prilagoditi. Tako da tega, tako, relativno visoka prehodnost je, no. Pa tudi, bom tako povedala, se potrudimo, no, da tudi, če je nek predmet, da v nekem trenutku ali v nekem letu dela predmet probleme, več študentom, potem se pač študenti obrnejo na nas, na kolegi, na vodjo študijske komisije, povejo, da imajo problem in najdemo rešitve, no, ponavadi. Tako da bi rekla zdaj, da glih zaradi enega predmeta, ne vem, ne napreduje ogromno ljudi, to se ne zgodi, no. Kakšna je razlika biotehnologijo in mikrobiologijo? Ja. Razlika je delno že v predmetih in vsebinah, v pristopu. Zdaj, tako kot starejša učiteljica, bi vam pa tako povedala, mi nekako v 3 letih naravnamo možgane tem študentom v načinu razmišljanja, mislim tukaj, ne, da vas hočemo indoktrinirati v kakšne čist napačne, zlovešče vode, ne, ampak v načinu razmišljanja. In sicer pri biotehnologiji se boste vedno vprašali, kako stvar deluje, kako bom to izkoristil, zakaj bom zdaj to počel, kakšen namen ima ta stvar, ne. Pri mikrobiologiji pa mislim, da ni čisto tako. To je moja izkušnja, ko dobim v laboratorij biotehnologa in mikrobiologa na magistrsko nalogo, pa jima dam enak problem za rešiti, pa bo biotehnolog najprej, kar bo naredil, bo pogledal genom, pa bo skloniral gen, pa bo že nekaj naprej naredil, mikrobiolog bo pa vzel agarsko ploščo, pa bo najprej nacepil mikroorganizme, pa pogledal, kjer to so, pa bo to drugače bo razmislil, na koncu bo ta verjetno prišla do podobnih rešitev, ampak po zelo različnem razmisleku, no, tako. Zdaj, biokemija in biomedicina, biokemija isto, Klevš, pa ti prosim prevzel, vajeti, kemik. Ja, za biokemijo lahko povem, ker jaz prihajam pač iz fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, se pravi, tam sem svojo izobrazbo dokončal. Biokemija kot taka se bolj kot ne ukvarja recimo z karakterizacijo bioloških makromolekul in interakcije med biološkimi makromolekulami. Se pravi, samih celic kot takih in mikroorganizmov praktično ni, oziroma so, ampak zelo majhni meri. Bolj nas zanima tisti produkt, ki ga dejansko
celice naredijo, ne, in s pomočjo katerih, se pravi DNA, proteini, kako funkcionirajo, kako se deaktivirajo, kako se mutirajo, recimo, ali to delamo in silico raziskave ali in vitro in vivo, ne, ampak predvsem in silico pa in vitro, ne, medtem ko in vivo se tukaj ne dotaknemo ravno kaj veliko. Se pravi, interakcije bioloških makromolekul, same biološke karakterizacije bioloških makromolekul, to je recimo biokemija, ne, kot takšna, ne. Za biomedicino bo pa nekdo drug mogel povedati, čeprav, ja. Moram reči, da jaz zdaj tega študijskega programa, pa kje sploh tole je biomedicina na prvostopenjskem programu Polona, ti to poznaš? Ne, biomedicina je potem naprej na 3. stopnji. Jaz poznam doktorski študijski program biomedicine. Do diplomskega programa biomedicine pa moram reči, da ne poznam na Univerzi v Ljubljani. Tega ne vem. Ne. Zdaj nekaj predmetov v povezavi z medicino imamo pri nas, a ne, tudi nekaj jih je izbirnih, nekaj je pa obveznih predmetov. Ne. Ampak vse to pride nekako tam 3. letnik, pa izbirni predmeti pa potem na mastru, a ne. Tako da ta usmeritev oziroma povezava k medicini preko matičnih celic, preko bioloških učinkovin, recimo, preko, kaj še imamo tam pri struklu? Mogoče klinična kemija je ena taka. No, klinična kemija, fiziologija človeka, recimo, je taka, a ne, ki je blizu. Ja, klinična kemija je izbirni predmet na 1. stopnji, fiziologija človeka je pa pol na 2. Ja, ne, se da se usmerjati precej tja, ne. Zdaj pa naslednje vprašanje je pa, da bi nekdo želel v 2. letniku na biotehnologijo. Polona, lahko ti tole, prosim. Aha, se pravi, prepisati iz katerega študija pa, ker to je bilo lažje. Ker je možno samo z določenih študijev se prepisati, recimo z biologije ali pa z mikrobiologije, ker vam moramo priznati 50% predmetov. Ja, če tega ne moramo narediti, pol ta prepis ni mogoč. In potem se pač vpišete v 2. letnik, ne, se pravi, če dosežete teh 50%, se vpišete direktno v 2. letnik biotehnologije in to pol pomeni, da morate narediti vse za nazaj, ne še tistih preostalih 50 in v bistvu celoten 2. letnik. Torej, tle ne operirate potem več s točkami, a ne, ampak z tem, kaj ste že naredili v 1. letniku na nekem drugem študijskem programu in pa koliko vam še ostane. In če je tega, kar ste že, kar vam lahko priznamo do 50%, a ne, oziroma lahko tudi več, in potem pač ostalo morate pa narediti, če tisto, kar se pa tiče zelo striktno biotehnologije. Zdaj tukaj mogoče, če je še to mišljeno, če bi pa šel potem spet v 1. letnik, naslednjo leto, s tisto generacijo noter, ki je takrat, se pravi, da je potem treba tiste točke loviti, ki so s tisto generacijo. Ki se takrat upisuje v 1. letnik, ne? Ja. Zdaj tle je ta kolegica pojasnila to, kaj je mislila z biomedicino, to se je pravi laboratorijska biomedicina, ne? To je nekaj drugega, ne, kot biomedicina, ne? To so laboratorijske tehnike, predvsem po mojem. Zdaj te stvari, recimo biokemija, biomedicina in tako naprej, to so drugačne vsebine. Biokemija je tipično drugačna v tem, da v bistvu sicer obravnava molekule, ne obravnava pa živih organizmov, ki te molekule proizvajajo ali pa v zelo majhni meri. To se pravi, na biotehnologiji nas pa zanimajo ravno ti procesi, ki v osnovi potekajo v živih organizmih. To hočemo razumeti v detajle in potem to bodisi posnemati v nekih industrijskih sistemih, bodisi malo modificirati, pa take mikroorganizme potem uporabljati in tako naprej. To se pravi, to je bolj poudarek na tem, kaj se v živih organizmih dogaja in kako mi to lahko potem uporabljamo. Medtem ko biokemija je pa bolj, bi rekla, tako kot je Iztok povedal, ne, bom rekla, malo manj živa, no, malo manj opravka z živimi, ampak z pač temi molekulami pa sigurno v detajle. Mogoče še tukaj pri biotehnologiji, razlika biotehnologija mikro. Mikro je izključno osredotočena na delo z mikroorganizmi. Ali je to fiziologija, ali je uporaba, medtem ko biotehnologija ima veliko širši spekter znanj. Ker lahko se dela še z živalskimi, celičnimi, živalskimi kulturami,
rastlinskimi tkivnimi kulturami, mikroorganizmi, ne, tako da je sigurno več znanj z tega področja. Ja, no, tako kot sem prej rekla, ne, mikrobna biotehnologija je samo ena od vej, a ne, pa imamo pa celo rastlinsko biotehnologijo, a ne, od zlahnenja do tkivnih kultur rastlinskih do raznih interakcij med mikrobi in rastlinami, transgene rastline, da ne bi zdaj sicer odpirala te teme, ampak v glavnem pa cela paleta živalskih, a ne, modelov, ali pa produktov, ali pa kakorkoli, potem taka bolj osnovna znanja, ne vem, imunologija in take stvari. Skratka, tega je ogromno, pa tudi do človeka, ne, sej matične celice in to predvsem povezavi z človekom, pa terapijami, pa tako naprej, ne. Tako da, zdaj, kakšne so pa še razlike v zaposlitvi, tega vam pa ne bi znala povedati, ker jaz pregleda za mikrobiologijo res nimam, a ne. Mislim si, da sta oba poklica, čeprav ima ta mikrobiologija nekoliko svoje niše, a ne, zaposlitvene. Recimo, če gledamo zdaj, na primer lek, kjer hočeš delati proizvodnjo enih učinkovin, s celičnimi linijami, je sigurno biotehnolog bolj primeren kot mikrobiolog. Ja, ampak če greš pa na proizvodnjo redrgina, recimo, a ne, ne vem, tam bo pa mikrobiolog, a ne, ker so še zmeraj bioreaktorji na osnovi mikroorganizmov, ne. Tako da tega vam žal ne morem odgovoriti, ker nimam podatkov za mikrobiologijo. Zdaj, kaj je tutorstvo, oziroma kako je s tutorstvom, to vam bojo študenti nekoliko več povedali, ker so študenti tutorji, a ne, in vam bojo oni to več odgovorili. Zdaj pa boste... to informacijo, da imamo tudi tutorje za tuje študente, so zelo aktivni. Veliko imamo študentov iz Makedonije, no, tako da imamo tudi v bistvu potem to pokrito, tako da prvi letnik se potem zelo lepo pogovorijo in pomagajo tem študentom. Pa tudi mogoče tukaj imamo tudi mentorje za vsak letnik in vse skupaj potem je vam lahko v pomoč pri reševanju problemov, tako v bistvu tutorji kot mentorji. Boljše možnosti biolog ali biotehnolog. Ja, ne vem. Jaz sem biologinja, pa imam dobre možnosti. Ne vem, tega vam, a veste, tudi 3 leta oziroma 5 let, ne, ali pa 6 let, kakor je od zdajle do takrat, ko boste vi na trgu dela, to je nepredvidljivo, ne. Ne znam povedati. Tisto, kar je pomembno je, kar se mi zdi najbolj pomembna stvar je, da tisto, kar boste študirali, študirajte s srcem in z nekim zadovoljstvom, da točno to je tisto, kar me zanima. In boste v redu, potem boste diplomirali, med tem boste spoznali, Bog si ga vedi kaj, Bog si ga vedi, kje v tuji deželi boste našli še nekaj, kar vas še bolj zanima. Nima veze, življenje je dolgo. Če boste sposobni se prilagajati in s srcem delali, potem boste uspešni. Vse je, kaj ste, a ste biolog, a ste mikrobiolog, a ste biotehnolog. Pa biti aktiven, ne, to je pomembno, biti aktiven. Plače biotehnologov v leku. Možnosti. Ja, odvisno, kaj ste, a ste začetnik, a ste tehnik, a ste direktor, a ste general manager, ne vem, ne. Tudi tega podatka jaz nimam, ne, kakšne so plače. Ker v javnem sektorju veste, da so plače javne, v privatnih podjetjih pa niso javne. Tako da to morate najti kakšnega v alumni klubu, ki je tam v službi, pa če vam bo zaupal, boste izvedeli, kakšna je plača tam. Žal. Ja, treba je, mislim, lepo, da študente tole zanima, ne, glede same zaposlitve, pa glede samih plač, ne, jaz tudi plač kot takih ne bom komentiral, da me ne bo kdo iz leka slučajno za vrat zagrabil, ampak kar se tiče pa samih možnosti za zaposlitve, bom pa takole ne rekel, kot je rekla Mojca, ne bom potrdil, vi morate biti v bistvu, kot ste študentje,
morate opazovati pravzaprav, kako se svet vrti okrog vas, ne. In temu primerno, ne, potem izberete tudi neka dodatna znanja, ki jih želite naštudirati, s katerimi se želite ukvarjati, zato da boste potem kasneje bolj zaposljivi, ne. Zato smo pa rekli, se zopet vračamo na ti začetek, ne, da imate razne tečaje, katerih se lahko udeležite. Če ste pa res zelo pridni, ampak bog ne dajo v prvem pa v drugem letniku, ne, to vam res odsvetujem, šele mogoče kje na drugi stopnji, pa lahko potem mogoče tudi kak družboslovno fakulteto ali pa kaj podobnega upišete, ne, s tem, da se naredite še bolj zaposljive, recimo ekonomijo, ne, tudi to je možno, ampak to res kasneje, ko recimo se spravite v red, ko veste, kako študijski proces poteka. Zato govorim iz osebnih izkušenj, ne, ker res tudi imam magisterij iz ekonomije, ki sem ga vzporedno zraven kemije peljal kasneje, pa je bilo zelo zanimivo, no. Ampak to pravim, naravoslovcem je to precej bolj enostavno, ne, izvesti, kot pa obratno, ne, kot pa potem, ko pridejo recimo ekonomisti na naravoslovno fakulteto. Teda tudi te možnosti so potem odprte, ampak zopet, kaj boste pravzaprav želeli početi s svojim življenjem, ne? In na koncu, ko vas bodo potem v službi na razgovoru spraševali in povedali, kaj ste in ko boste se mogli predstaviti, zelo danes se precej gleda to, kaj ste pravzaprav že počeli, kaj ste sposobni početi, ne, in kako se potem na tem razgovoru odrežete, ne, se pravi, kako znate vi svojo idejo predstaviti in kako znate sami sebe predstaviti. Tako da to je zelo pomembno, ne. Zdaj pa ste biolog, ste biotehnolog, tudi to pride prav, ne, seveda odvisno od tega, na kakšno delovno mesto, ampak na splošno, ne, če pa iščete neko generalno delovno mesto, ne, pa zna biti to čisto vseeno, ne, in je potem samo od vas odvisno, ne, kaj ste, kako se predstavite. Tako da, ja. Ja, ena taka niša je recimo tudi pravo, ne. Patentno pravo recimo, to je vedno bolj aktualna tematika, ki je v Sloveniji absolutno precenjena in nimam ustreznega kadra, ne. Ampak tukaj ne morete se iti patentnega prava iz naravoslovja, če nimate naravoslovne izobrazbe v osnovi, a ne. Ker šele potem bi recimo nekaj takega lahko razumeli tudi z pravnega vidika. Tako da to, kar je isto povedal, absolutno. Ne? In že jaz prej, ne? Svojo kariero je pač treba graditi vzporedno po več poteh, a ne. Pa počasi, sej časa je kar nekaj, no, se to ni treba. Rečem biti aktiven, ne čakati, ne, ampak izkoristiti vse priložnosti, ki se ti ponujajo. In s tem nabirati izkušnje in veščine in boš potem takoj konkurenčnejši od ostalih. Ja, študij je idealno mesto za kaj takega, ne. Če se znate angažirati, če se znate aktivirati, boste res ogromno znanja pridobili, poznanstev in potem ne boste imeli težave z zaposlitvijo, ne. To vam garantiram. Samo morate biti aktivni, ne. Že če spremljate ta karierni center, ne, kot smo ga že omenili, ko se tudi organizirajo delavnice, recimo kako ustanoviti podjetje, ne, to prej nismo omenili, poleg vseh ostalih, ki smo jih omenili, dobite že kar nekaj izkušenj, ne, ki jih potem lahko samo še prepletate in se povezujete z alumni. Tako da v bistvu biti aktiven, odkrivati nove poti. To je eno tako geslo. Ok, Polona, zdaj Mojca se je poslovila, se upravičuje, je mogla skočiti še na en drug dogodek, tako da se dijakom res iskreno upravičuje. Bi jaz prosil kar predstavnika študentov, ne, če ga imamo zdaj tukaj med nami. Ali pa če je še kakšno vprašanje, še vedno lahko. Če je še kako vprašanje mogoče. Martin je tukaj, super. Martin je, drugače pa še vedno lahko vprašate. Ne? Ok. Pa dajmo kar Martinu besedo, ja? Ja, živijo, pozdravljeni vsi, jaz sem Martin Merhar, študent drugega letnika biotehnologije, pa tukaj sem kot predstavnik biotehnološkega študentskega društva. Mi v bistvu smo večinoma študenti biotehnologije in tudi predstavljamo študenti biotehnologije, pa probamo popestriti predvsem te obštudijske dejavnosti. Danes sem pa kle zato, da vas povabim na naš Discord server, ker ko smo mi bili na informativnih dnevih, ko so zdaj potekali v živo, so se dogajali na fakulteti, smo imeli možnost poklepetati tudi s študenti in da vi ne boste tega zamudili, smo se mi odločili, da smo za vas na voljo na našem Discord serverju, ki je profesor Jamnik tudi zdaj v chat vse podatke
nalimala za tiste, ki so se poznaj pridružili. Tam bomo ob 17. Če pa danes nimate časa, lahko pa tudi jutri pridete ob 12. in vam bomo lahko povedali še z našega vidika, ki smo aktivno vključeni v ta študijski proces, pa mogoče tudi kaj več lahko povemo kot sami profesori. Tako da lepo vabljeni, pa bodite pogumni, pa nas kaj vprašajte. To je to v bistvu z moje strani, pa upam, da se slišimo. V redu, hvala. Hvala, Martin. Če je zdaj še kakšno vprašanje za nas mogoče v tem času? Ne, kot razumem, potem pa vam želimo, da se dobro odločite. Jutri imate še eno možnost, ne, da se še informirate še o kakšnem študiju, ki vas zanima. Vsekakor vam pa želimo, da se dobro odločite in mogoče pa tudi za nas, ne. Tako da, če boste se za nas, bomo veseli in vam že vnaprej izrekamo dobrodošlico, ne. Tako da ob 17. pa študenti. Tako da nasvidenje. Nasvidenje. Hvala, da ste prišli.